prijatelji, lepo pozdravljeni. V veselje mi je, da po nekaj letih zopet nastopam, govorim na Nikodemovih večerih, zato lepa hvala tudi organizatorjem tega večera. Tema, ki ste mi jo zastavili, je, kdo ustvarja in kako delimo. Spomnimo se, da je v tej dvorani večkrat razlagal pokojni akademik Anton Trstenjak, da je človek homo symbolicus, človek, ki ustvarja. Se pravi, ni samo homo faber, tak, ki dela, ni samo homo aestheticus, tak, ki ima smisel za lepoto, ampak je tudi pravi ustvarjalec. In seveda, po krščanski tradiciji je to tudi opredelitev človeka, da je človek ustvarjalec. In opredelitev človeka v tem smislu, da je v tem njegova bogopodobnost, da je podoben v tem svojemu stvarniku. Obstaja pa še neka druga biblična tradicija, ki je judovska, ki poudarja njegovo bogopodobnost v tem, da ima človek osebno ime, da preko osebnega imena podoben Bogu, se pravi, da je enkraten, izjemen, da ima svoje dostojanstvo in da ta njegova digniteta, osebno dostojanstvo nikoli ne izgine. Kot bomo videli, potrebujemo danes obe opredelitvi. Seveda pa je človek čudno bitje. Že Aristotel je učil, da človek teži k sreči, da je njegov cilj najvišje dobro, ki se javlja kot srečnost. In tudi cerkveni očetje so govorili potem o večni sreči. In vedno je tu neko vprašanje, kako bi se ta sreča začela ta trenutek v današnjem življenju. In tisti, ki ste bili danes morda pri sveti liturgiji, se spomnite, da smo brali iz knjige preroka Daniela 5. poglavje, ki govori o tem, kako je bil kralj Baltazar vesel, radosten, kakšno čudovito pojedino je pripravil. V tem sploh ni težave, vsi mi si želimo veselja, radosti in morda ustvarjamo in najbrž delimo stvari skupaj med seboj, delimo z drugimi za veselje. In če je tudi vizija prerokov, ki si drugače ne zna zamišljati uspešno ustvarjalnost in uspešno vzajemnost, ne drugače kakor z pojedino ali gostijo, zakaj bi potem babilonskemu kralju Baltazarju zamerili, da se je hotel poveseliti s svojimi ljudmi. V tem ni problem. Problem je v tem, ker se je razveselil na račun drugega, se pravi, da je naropal imetje drugega. Pa vendar bi vse to še razumeli, tako se je dogajalo vedno skozi zgodovino, ampak ob koncu je hotel ponižati tudi judovski narod, zato je za veseljačenje uporabil svete posode iz templja, posode, ki so jih uporabljali Judje za najsvetejše, za najgloblje zgibe srca, za tisto, kar je presežno, in iz teh posod so pijančevali. V tem bi lahko rekli, spoštovani, da se tukaj javlja veličina in tragika naše civilizacije. Na eni strani imamo čisto legitimno človekovo moč, ustvarjalnost, ki nas vodi veselju, na drugi strani pa imamo tisto vprašanje, kaj nas opravičuje, kaj je tisto legitimno veselje ali uspešnost, ali to pomeni res, da smemo biti zadovoljni takrat, ko si sposodimo, izropamo, oplenimo druge, ali tudi, ko bi rekli, ko smo nepošteni v odnosu do drugih. Gotovo ne. In zato čutimo, da se ta današnja civilizacija
ki je pozabila na vzajemnost, na spoštovanje osebe, sesuva. In potem je še naslednja stopnja, da so se namreč tudi vsi družbeni sistemi, ki so temeljili na ponižanju nasprotnika, na ponižanju drugače mislečega ali tistega, ki ne soglaša z nami ali ki ni iz naših obzorij, da so se ti totalitarni sistemi sesuli še pred našo civilizacijo. Vendar pa vidimo sedaj, da nastopi neka težava. Namreč, kako sedaj ustvarjati, kje najti tisti vzgibe, kje najti motive za ustvarjalnost. Čutimo, da je tudi ekonomska ustvarjalnost pripada tržnosti ali neki zdravi tekmovalnosti. Vidimo, da tudi veselje športa pripada tekmovalnosti. Celo bi rekli, natečaj umetnikov je neke vrste zdrava tekmovalnost. In tukaj vidimo, da je seveda tekmovalnost lahko vzgib ustvarjalnosti. Vendar takoj vidimo, da je v tem pravzaprav želja človeka, da bi se igral, da je človek ni samo racionalno bitje, misleče bitje, ampak da je najprej homo ludens, človek, ki se igra. Da je pogosto vsa ta racionalnost, tudi tehnična, navsezadnje ekonomska, ampak vsekakor tudi znanstvena, ni v službi zgolj resnice, kot bi pričakovali, ampak da je znanost v bistvu v službi iracionalnih steženj človeka, da bi se človek igral, da bi bil vesel, se pravi, da bi bil homo ludens. In seveda v tej želji po igranju pa nastopijo antagonizmi ali nasprotja. In tukaj pravi René Girard, da je tukaj huda težava v tej igri, kajti na eni strani bi želeli, da se drugi igrajo tako, kakor mi, da so podobni, kakor mi, takrat, ko postanejo podobni, kakor mi, smo žalostni, zagrnjeni, želimo, da so drugačni. Se pravi, da gre za nek vozo ali nek paradoks, moraš me posnemati, igraj se mojo igro in potem ne smeš biti enak, kakor jaz moram biti drugačen, boljši. No in iz tega nastanejo konflikti. Vidite, ta igra vodi v neki neracionalen konflikt in to opazimo že pri Kainu in Abelu, kajti Kain ni prenesel, da mu Abel ni podoben. No in v tem smislu, zakaj uporabljam to podobo homo ludensa, kajti vidite, pogostokrat rečemo, da je neka stvar ekonomsko neizbežna ali da se ne da drugače ravnati, ampak vidimo, da je ravno ta ekonomija, ki se prodaja ali nastopa kot nekaj racionalnega, v službi zelo neracionalnih človekovih interesov, kot je pohlep, kot je dominacija, kot je moč, kot je, bi rekli, želja po nadvladi. No in seveda ne bomo odpravili človeka kot homo ludensa, to je njegova dimenzija. Lahko mu damo samo protiutež. In ta protiutež je, da poleg tega, da se človek igra in da je ustvarjajoč, kako pravi Heraklit, da se otroki igrajo s kamenčki in ustvarja nove igre. Poleg tega, da je človek znanstvenik, inovativen, je človek tudi v svojem dostojanstvu. Je enkraten, je neponovljiv, je človek, ki ljubi, ki trpi, ki presega lahko sam sebe, ki nagovarja drugega. In seveda za to enkratnost ali izjemnost človeške osebe smo odgovorni. In seveda ne samo za svojo, ampak tudi za drugo. In v tem je seveda čar človekovega dostojanstva, da se njegovo dostojanstvo potrdi takrat, ko spoštuje dostojanstvo drugega. In še več,
da je človek dostojanstven takrat, ko ni samo odgovoren zase, ampak odgovoren za drugega in ko je tudi odgovoren za odgovornost drugega. In v tem vidimo, da je to pravzaprav vprašanje delitve z drugim, da človek to enkratnost ali izjemnost, ki je neponovljiva, ne bomo rekli, da deli, ampak prepoznava tudi v drugim in šele na drugi stopnji potem delita vzajemno tisto bogatstvo, ki je neizbrisno. No, v tem smislu lahko rečemo, da tudi na tem temelji krščanski socialni nauk ali diskurs, namreč na spoštovanju človeške osebe in potem na solidarnosti, na vzajemnosti in seveda, da človek ni samo tragično bitje, ki gre v svoji ustvarjalnosti v tekmovalnost, ampak da je človek tudi tisti, ki prinaša upanje, kot bomo videli, se je sposoben darežljivosti. Sedaj samo na kratko drugi del, kdaj je še človek ustvarjajoče bitje in s kom deli v novi dobi ali moderni dobi ali postmodernem trenutku, smo prišli do tega, da mora biti človek vzajemen tudi z naravo. Da na eni strani dolžan z drugim deliti ne samo to, kar ima, to, kar je, ampak tudi zrak, vodo, se pravi te dobrine, ki so se včasih ponujale same. Danes so to izjemne dobrine, nekako mora deliti se to z drugimi. In še ena stvar je, in tukaj je nov izziv, vprašanje nastane, ali v tem, ko je ustvarjajoče bitje, ali ni dolžan ne samo spoštovati bližnjega, drugega človeka, ampak spoštovati tudi naravo, tudi okolje. Se pravi, da tudi z njo deli svoj jutrišnji dan, da tudi njo, če ravno ni oseba, ampak vseeno spoštuje, saj končno mu bila podarjena. In vidimo, da tu imamo problem. Ne gre samo za to, da delimo vodo, zrak, kar imamo, energijo z drugimi, ampak pride zahteva, da prvič v zgodovini človeštva se sprašujemo, ali bomo lahko delili te dobrine naravne s prihodnjimi rodovi. In kar naenkrat nismo samo odgovorni drug do drugega, ampak smo odgovorni do ljudi, ki zaenkrat še sploh ne obstajajo, ki obstajajo, bomo rekli, virtualno. Ampak samo, če pomislimo, da bo za nami še kdo prišel, takrat bomo učivali to naravo. Ali pa, če hočete, da tudi nekako kvazi personificiramo naravo, z njo zopet čutimo, da se vrnemo v participativno zaveso, o kateri je govoril že Claude Lévi-Brühl, se pravi, da čutimo z naravo in smo z njo sočutni, se pravi, da jo varujemo. No in v tem duhu je sedaj vprašanje, ali je naša domišljijska moč, naša ustvarjalnost tako močna, da si znamo zamisliti, ustvariti jutrišnji svet, ki še ne ustvarja, s katerim bomo skupaj delili to, kar nas obdaja. To je veliki izziv, namreč naša civilizacija pred vprašanjem, ali ima to ustvarjalno moč, da ne živi samo tega trenutka, kako bomo mi preživeli, tudi drug z drugim, ampak ali imamo to ustvarjalno miselno moč, da živimo tudi jutrišnji dan z jutrišnjimi rodovi. Druga stvar, ali imamo takšno ustvarjalno moč, da tudi narava, ki ne zna govoriti, ki ne zna povedati, kaj boli, kdaj bo izginila, hitro postane mrtva narava, se ne mora pritožiti, ali lahko človek na ustvarjalen način posodi osebnost v tem smislu, da bo imela tudi narava svoje naravne juridične pravice in ne samo človek. Tukaj gre za novo veliko ustvarjalnost. No, in ker so mi prijazni organizatorji namenili
20 minut, moram sedaj narediti zaključek in mislim, da se prihodna civilizacija ali prihodna kultura ne bo delila na kristjane in nekristjane, tudi ne na verne in neverne. Ampak se bo delila na civilizacijo, ki želi dominirati, ki želi imeti nekaj v pesti, ki želi nekaj obvladovati. To bo kot neke vrste nova gnoza ali gnosticizem, ki bo hotela sama za svojo racionalnostjo, svojimi duhovnimi tehnikami, svojimi obredi priti v samo skrivnost človeka, narave in tudi presežnika. In na drugi strani bo biblična civilizacija, ali če hočete judovsko-krščanska, ki bo sebe imela za enkratnost, človeka za enkratnost, izjemnost, ampak je enkratno izjemno tudi odgovoren za drugega, tudi za naravo, ki bo svojo enkratnost sprejemal kot dar, ki bo sprejemal kot dar, kot veselje tudi drugega in ki bo doživel tudi naravo kot dar in za vse te troje darov bo odgovoren. Hvala lepa.